Kako ste pa kaj drugač? Ja, jaz sem v redu, samo malo sem se na hodno zbudila. Kaj pa še kdo drug? Čakaj, alo? Slišimo. Je, že vklapljam. Dober večer, se opravičujem za malo zamude, sem iz drugega Zooma ven padel zdaj glih. Jaz vas res vabim, da povabite še koga od svojih znancev, spodnje linije, zgornje linije, kogarkoli, da vsak četrtek zvečer imamo eno tako krasno predavanje, zadnjič Matej Cvikl, pa jaz, pa dr. Arbajter. Vsak četrtek ob 18. uri se dobimo pred ekranom in 20 minut, pol ure slišimo nekaj dobrega. Daša je dvignila roko. Smo prestavili na 19, zato da je pač lažje, ko morajo ljudje. Ok, ja, v redu. Torej, do zdaj je bilo ob 18, odslej bo pa ob 19. Hvala. Nič, Lea, jaz predlagam, da se ti kar lotiš kozmetike. Ok, torej danes bomo govorili o negi kože z Sonja Daily Skincare. Pa me najprej zanima, če med nami že kdo, ki je probal ali celo kolekcijo, ali samo enega izmed izdelkov. Mogoče kdo že pozna? Daša? No? A sem edina? Ne, tudi Polona. Polona, dam tebi besedo. Tudi. No, daj ti prevzami, da ne bom jaz. Gel masko sem probala, pa mi je bilo fajn, mislim, zelo fajn je, ker je enostavno namažeš, pa greš spat, pa se zjutraj zbudiš, pa čistiš, pa to. Točno to, ja. To je en čudež. Ampak ta prija na koncu, tako da nikamor ne smete uiti. Fajn je, ker je enostavno, ne, zato, mislim, ne vzame ti časa, mimogrede to narediš in tako. Tako, mislim, da bolj enostavno, kakor smo naredili, ne gre. Govorim za uporabo. Tako. Kar začnemo? Najboljša, ne? Ok. Zdaj bom jaz vam delila ekranček, samičken. Gregor me je naučil. Tako. A ga vidite? Daša, pomagi, se vidi ekran? Ja, se vidi. Ok, super. Dobro. Preden se lotimo same nege kože, bi najprej bilo fajn mogoče prepoznati svoj tip kože, ker teh obstaja vsaj 4, če povzamemo ta glavne 4. Torej, imamo normalno kožo, ona je dobro uravnotežena, hvala Bogu, torej ni premastna, ni presuha, glih prav. Suha koža, to je drug tip kože, ta je že mičkam bolj delikatna in ta povzroča v bistvu precej enih, bom rekla, nevšečnosti. Nas grize, ščipa, vleče kožo. Jaz osebno imam to težavo na cel predelu, to je groza. Prav komaj čakam dejansko, da primem kremo v roke, da se namažem. Ne z uporabo te kolekcije, seveda. Mastna koža, za njo je značilen tisti bleščeč lesk, pa res široke, velike pore. Te niso najbolj luštne na prvi pogled, tako da vse to se pa da dejansko odpraviti, ampak z res redno uporabo kvalitetne kozmetike. Danes se pa navezujemo bolj kot ne na mešano kožo, to je tale koža, ki jo vidimo, tip kože. Tukaj gre pa v bistvu za to, da je sestavljena iz večjih tipov. Torej to pomeni, da tip kože na predelu T, torej to govorimo čelo in pa nosni del, je drugačen od tipa kože na licih. Torej lahko je suh, lahko je masten, obratno, v glavnem ne sklada se vse skupaj. In zato je Forever poskrbel s to kolekcijo, torej za vse, ki jim koža niha, se temu reče, je enkrat suha, enkrat mastna, včasih je celo oboje. Torej to je mešana koža in Forever je s tem Sonja Daily Skincare sistemom poskrbel za to, da se prilagaja. Torej vsaki točki obraza se prilagodi.
Torej, v tej kolekciji, ki bomo danes govorili, ima res visoko koncentracijo aloe vere in v bistvu v kombinaciji z drugimi hidratantnimi sestavinami rastlinskega izvora deluje precej pomirjajoče, pa kar je pa zelo pomemben danes, da so preparati nežni do kože. Preden se bomo v bistvu lotili same nege kože, bi par besed spregovorila na temo čiščenja, ker sama priprava, torej čiščenje kože je ful pomemben za uporabo vseh teh fantastičnih izdelkov, ki nas danes čakajo. Torej, zakaj čistimo obraz? Od marsikoga sem že slišala, da je dovolj, če si obraz umijemo samo z vodo in po potrebi nanesemo kremo, po možnosti tisto, ki smo jo uporabljali za roke in kar je viška, damo na obraz. No ne, nikakor ne. Čiščenje kože je res pomemben korak pri ohranjanju zdrave kože. Torej, vse naše dnevne obveznosti, ki jih imamo, zunanji in notranji vplivi, stres, prah, znoj in pa ličila, ki jih nanašamo, obremenijo našo kožo. Nalagajo se v bistvu čez cel dan, ne? In tam čakajo vse do večera, ko bomo mi ta nesnago dejansko odstranili in da bo koža lahko spet zadihala. Če mi tega ne naredimo, ostane na koži neka bariera in vse izdelke, ki jih bomo uporabljali, ne bojo imeli nobene funkcije. Torej, čista koža je temelj vsake kakovostne nege. Zato obraz vedno najprej očistimo, šele nato nadaljujemo s tisto hranilno nego. Zdaj, v kakšne namene, to je pa stvar posameznika. Glede na to, da sem že govorila o samem čiščenju, bomo seveda začeli s čiščenjem. Predstavila vam bom Sonja, Refreshing Gel Cleanser, meni osebno čudovit cleanser, nežen, zelo lepo drsi po obrazu, malo ga ponucamo, kar je v bistvu pomembno, in pa prilagaja se res vsem tipom kože, posebej pa mešani koži, ker to kniha. Vsebuje visok delež aloe vere, to vidimo, da je 39,2%, in pa dodana so tudi vlažilna sredstva, kot je recimo stiskano olje kruhovca, ki kožo pomiri in pa navlaži. Torej, že med samim čiščenjem, ki ga upravljamo, mi kožo vlažimo, hidriramo. Je bogat z antioksidanti, to so jabolčne kisline pri njemu, krepijo mešano kožo, ampak še zmeraj na nežen način temeljito odstranijo vse nečistoče in pa odmrle celice. Odmrle celice odstranjuje do neke mere, tako da smo mu v bistvu res lahko hvaležni, da ni treba recimo vsakodnevno ali pa kakorkoli posegati po nekih pilingih, mehaničnih izdelkih za odstranitev odmrlih celic. Pred uporabo gel cleanserja si seveda umijemo roke, navlažimo obraz z mlačno vodo, uporabimo pa res majhne količine. Videli boste, da je res njegova tekstura gel tekstura. A se vidi? Vidi se. In pa kaj je njegova posebnost? Poleg teh jabolčnih aminokislin, ki čistijo obraz, ne vsebuje penila. Torej, pri marsikaterem izdelku, ki ga uporabljamo za čiščenje, se peni. In nekako pri Foreverju tega ne marajo in hvala Bogu, ker to so res čistila za obraz, ko so ponavadi potem agresivna. Ko obraz dobro očistite s tem gel cleanserjem, ga enostavno sperete z mlačno vodo in nežno vtrete z brisačo. Ful sem tečna, skozi poudarjam, mlačna voda. Zakaj? Ker mrzla in pa predvsem vroča voda povzročata koži stres. No, zrušita njen pH in tudi posledično se zato pol dogaja s kožo, kar se, da to kniha. Torej, izključno mlačna voda in pa kože ne smemo mečkati, če temu tako rečem, ampak smo v njej nežni. Tako da tudi, ko jo brišemo, jo z brisačo nežno utremo, ne pa podrgnemo. To je zelo slab korak pri negi, ki ga v bistvu v večini uporabljamo. Zdaj smo obraz očistili z Refreshing Gel Cleanserjem, zdaj pa nadaljujemo v bistvu z Sonja Illuminating delom. Jaz temu pravim mali čudež, kako naj to rečem, on vas poživi, on da tisti sijaj v obrazu. Torej,
koža nekako s starostjo in z vsemi drugimi dejavniki, ki so okrog nas, začne izgubljati svoj naravni sijaj. In je mogoče taka pusta, če temu tako rečem, dolgočasna. In zato je tukaj on. Vsebuje 42,3% aloe vere, medtem pa tudi peptide. Te peptidi pomagajo z najnovejšo tehnologijo odpraviti vse tiste nezaželene gubice, ki so se nabrale, in pa kombinacija 5 azijskih izvlečkov, med katerimi korenina sladkega korena, mešanica zelenih in rjavih alg, pomagajo izenačiti tonus kože in hkrati zmanjša videz tehle starostnih peg. Vemo pa, da se starostne pege ne pojavljajo samo na obrazu, ampak tudi po dlaneh. Torej, komod ga uporabljamo tudi po dlaneh, oziroma kjer vse se nahajajo starostne pege. Poleg vsega naštetega, pa tudi oža pore. To, da mi zožamo pore, to je v bistvu samo nek bonus, če temu rečem, lep izgledamo. Pa tudi glede make-upa boljše spade, ker nekako je koža bolj izravnana, če temu tako rečem. Lepši je tem in tisti naraven sijaj, ki ga hoče doseči. Torej, kratko jedrnato, zakaj je Illuminating gel koži pričara boljši izgled, manj gubic, manj starostnih peg, manj velikih por in več sijaja. Kratko jedrnato. Uporabljamo zelo majhno količino, ker napram ostalim izdelkom je relativno majhen. Je gel teksture, tudi sam naziv pove, da je gel, vse je na osnovi aloe vere, naraven vonj, neagresiven sploh in osvežilno. Potem pa lahko, ko se on vpije do dobro kožo, nadaljujemo z nego kože s kremo oziroma Sonia Soothing Gel Moisturizer. Ta ni več toliko v gelu, ampak še zmeraj je bolj gel kot krema, če temu tako rečem. Vsebuje sicer 37,9% aloe vere, je odlična krema za vse tiste, ki ne marate občutka tiste neke težke obremenjene kože. Jaz osebno tega ne maram. To mi je najhujši občutek, da imam čez cel dan nekaj na koži. Kožo primerno čez cel dan vlaži in pa naredijo dejansko mehko. Vsebuje več kot 10 rastlinskih izvlečkov in olj, ki v bistvu pomirjajo, vlažijo in delujejo tudi proti staranju. Ja, proti staranju. Zakaj? Dodan mu je kralj med antioksidanti v kozmetiki in to je C-vitamin. To je čudež. Tako da ne samo, da bo C-vitamin v tej sami kremi pripomoril proti gubicam, ampak je tudi izenači tem. Torej je polt bolj enakomerna. Zdajle smo spregovorili nekaj besed o 3 izdelkih in če temu rečem, to je bila danes zdajle jutranja nega. Vsako jutro posežemo po teh 3 izdelkih. Ko zaključimo nego z gel moisturizerjem, torej s kremo vlažilno za obraz, si lahko privoščite, če želite, torej neko kremo z zaščitnim faktorjem, to je danes zelo in pa sicer načeloma tudi priporočljivo glede na samo moč sonca in UV žarkov. Forever ima Protecting Day Lotion, super krema z zaščitnim faktorjem 20, torej varuje našo kožo pred UV žarki in sploh, kaj ne rečem, Forever poskrbi za vse. Po uporabi vseh teh izdelkov lahko obraz tudi samo naličite, če ne želite uporabiti zaščitnega faktorja in pa začnete dejansko svoj dan. To je to, kratko jedrnato, to je jutranja nega. Očistimo, Illuminating gel, da osvetlimo, osvežimo obraz in pa navlažimo Soothing Gel Moisturizerjem. To je to. Zdaj pa sledi večerna nega, pa je pa malo, bom rekla, še lažja, ampak bolj hranilna. Prej smo že povedali par besed o sami gel maski, Polona in Daša recimo jo uporabljata, sta zadovoljne z njo. Jaz osebno sem tudi, pereš obraz, naneseš masko in greš spat. Mislim, da bolj enostavno ne bi mogli biti. Forever je ustvaril v bistvu to nočno masko, ki po noči uravnava maščobo, vlaži, pomirja in pa obnavlja celice. In to vse med tem, ko vi spite.
Torej, mi ponoči ne delamo nič, naše telo, ja, počiva, mi fizično ne delamo nič, ampak naša koža se lahko pa res ekstremno regenerira in to do 3-krat na teden. 3-krat na teden jo lahko uporabite po čiščenju, recimo z Refreshing Gel Cleanserjem. Priporočam seveda uporabo celotne kolekcije. Zjutraj se bo koža, se boste vi zbudili, koža se bo pa počutila lepša, udobnejša, bolj uravnotežena. Tako, kot sem rekla, očistite obraz zjutraj in potem spet nadaljujete z isto nego, ki smo jo prej omenjali. Illuminating Gel in pa Soothing Gel Moisturizer. Zdaj, ste najbrž mislili, da je že konec, ne? No, ne ni. Rada bi se dotaknila še peelinga. Ta kolekcija sicer za sebe prav nima peelinga, ima pa Forever v splošni uporabi 2 peelinga in to sta. Jaz sem pa pozabila, dajte en slajd naprej, ne? Se iskreno opravičujem. Peeling. Imamo aloe scrub, pa imamo smoothing exfoliator. Redno čiščenje z Refreshing Gel Cleanserjem odstrani določeno količino odmrlih celic, ampak ne pa vseh. Zato imamo na izbiro 2 peelinga. Aloe scrub je odličen ne samo za obraz, ampak tudi za celo telo. Jaz osebno ga uporabljam najraje, kadar si privoščim kakšno dolgo kopel ali pa malo daljše tuširanje, pa si pol v bistvu naredim peeling po celem telesu, občutek je res fenomenalen. Zakaj? Zato, ker vsebuje naravne v bistvu mikrokroglice iz jojobinega voska in ne nekih agresivnih sestavin, kot znajo biti recimo zdrobljene lupine oreščkov ali pa sadnih koščic, se opravičujem, ali pa celo plastične mikrokroglice, to je danes tudi popularno v samih peelingih. Torej, priporočena uporaba tega peelinga je nekje 1-krat tedensko, medtem pa, ko je smoothing exfoliator ničkan bolj, bom temu rekla, nežen peeling in ga lahko uporabljamo na obrazu tudi do 3-krat. Tudi on vsebuje mikrokroglice iz jojobinega voska, ampak dodana je pa tudi aloja in bambus. Torej, sem rekla, tega nekaj 3-krat tedensko, jaz ga uporabljam izključno za obraz, ker je toliko nežen in res razvajam samo obraz z njim. Najprej odstranimo seveda vsa ličila, vso nesnago s cleanserjem, potem pa uporabimo enega izmed peelingov, s krožnimi gibi v bistvu nežno vmasiramo v obraz in vrat, potem pa s toplo vodo speremo iz obraza in nadaljujemo ponovno nego. Če boste peeling uporabljali zjutraj, ga uporabite po cleanserju in pred illuminating gelom. Če ga boste pa uporabljali zvečer, ga uporabljate po čiščenju, torej po cleanserju in pa pred uporabo maske. Jaz osebno vam priporočam, da si delate peelinge zvečer, ker če boste zvečer uporabljali masko, bo to najboljši efekt. Odstranili boste res vse tiste odmrle celice in maski boste dovolili, da prodre noter globoko in da dejansko izkoristi koža vse te funkcije, ki jih sama maska nudi. Torej, ta kolekcija, toliko, kakor je ona enostavna za uporabo, mislim, da ni nobena druga, pa poznam kar katero kolekcijo za čiščenje, ne samo pri Foreverju. In tale kolekcija, moram reči, da me je res navdušila. Posebej osebnost aloe vere, to je neverjetno. In pa enostavnost, ker toliko enih izdelkov, ki zna biti enostavno, saj nam ne paše, da moramo imeti nekje na steni napisan vrsten red izdelkov, kako jih uporabljati, ker drugače se zgubimo. Enostavno, to je to. To je to. Za mešano kožo, za vse tipe kože dejansko lahko probite, ne bo vam žal. Je pa prilagojena za mešano, zaradi tega, ker niha, ker se zna ona prilagoditi. Vsaj enkrat je to iz moje strani vse. Upam, da sem povedala zanimive stvari, da ste se kaj novega naučili in da boste tudi v praksi to uporabljali. Hvala.
Jaz imam vprašanje, kaj pa moški lejo? Ja, definitivno ni to kolekcija samo za ženske, tudi za moške. In uporabljajo na isti način kot ženske. Ni nič drugače, sama sestava kože načeloma ni nekaj drugačna, ne? In tudi potrebe njene ne. Torej, vsi, ki mislijo, da je za moške dovolj voda, pa ni veja, ne, ni res. Bo tole kar v redu, pa zraven še gentleman sprite. Hvala ti. No, eno izkušnjo, če smem sam hitro dodala. Jaz sem pa zadnjič probala, sem šla ven in je bil res polarni mraz in veter. In sem si, ko sem domov prišla, sem si takoj pač namazala obraz s to Sonjo, ta zeleno, jaz pravim, potem pa, ko se še ni čisto upila, pa propolis kremo dala gor. Jaz sem imela obraz kot dojenček. To je bil najbolj božanski občutek, kar jih lahko dobiš. Tako da recimo, če rabiš res ampak ni bil pa zatežen občutek, oziroma težek občutek, ki te krema kar dol povleče, ne, res prijeten. Tako da ena kombinacija, ki je fajn, no. Super, to bom pa prav preizkusila, ker propolis krema mi je tudi načeloma ful všeč in mi je ravno za vse te suhe predele kože idealna, tako da bravo, Daša, bravo. Ja, ker ta jo malo zvlaži, ker je precej gosta, ta pa glih pravo teksturo je pol da se skupaj zmešata in je res dobro, no. Tako, pa osebnost aloje v tej, jaz pravim temu zelena kolekcija, nekako mi je najlažje, res pa dolg odziv. Mogoče ta aloja pač tudi bolj pripomore k absorpciji, ne, tudi hitreje se vpije v kožo in ni tega težkega občutka. Recimo. Jaz bi samo še nekaj povedala, pozabila sem povedati. Za vse, ki boste opravili nakup, vas čaka eno darilce. Torej, kaj je potrebno narediti? Ali upravite nakup enega od celotnih setov, torej dobite noter 4 preparate in pa ful kvalitetno torbico, ki jo uporabite za vse možne načine. Ali pa kupite samo 2 izdelka iz kolekcije in prejmete stekleno Forever flaško. Ja, da bomo pili. Tako, probajte izkoristiti to akcijo, splača se. Pa nekaj vprašala. Za katero starostno skupino je ta kolekcija? Zdaj bova tako rekla, če se nočemo res fokusirati na anti-aging, potem se lahko z njo igrajo vse generacije. Če bi pa hotele se toliko dati na anti-aging, torej pač proti staranju, gubicam in tako naprej, tukaj pa posežemo po Infinite, ne. Ja, zato ker jaz uporabljam to Infinite. Tako, ja, lejte, mislim, kombinacija je ogromen. Imate lahko restoring krem, ne, dobra krema, za obraz uporabite pa gel cleanser. Jaz imam te kombinacije. Moram reči, da nisem zasidrana samo pri eni, ampak da ničkrat menjam. Tako da lahko tako poizkusite, a ne? Ja, zato ker jaz imam suho kožo, pa prej sem zmeri uporabljala Day-Lotion, tisto staro kolekcijo. Ja. Zdaj pa imam to Infinitive in po dnevi in po noči, ne? Ja, načeloma je namenjena temu, ampak kljub temu lahko s to kolekcijo, z Infinite kolekcijo tudi kombinirate to zeleno. Recimo dodate noter gel masko. Zato, da No, vse to sem mislila, ja. 3-krat na teden na očiščen obraz spati s tole masko. Ja. Je kompatibilno med sabo, ne kriga se kozmetika, tako da načeloma bi mogli biti seveda vse okej in z nekimi rezultati, ne. Kaj ima kakšne sadne kisline, ta kozmetika? Ja, jabolčne so predvsem, nahaja se tudi granatno jabolko, recimo, eden izmed teh, tako da ima kdo težave s sadnimi kislinami? Ja, jaz imam eno kolekcijo smo imeli prej, ki je imela sadne kisline, pa mi ni odgovarjala, ne, zato. Razumem. Ja, ta ima. Ta kolekcija vsebuje sadne kisline, tako da mogoče bi bilo za probati, ne vem, enkrat, ko pridete v Forever, dajte se oglasiti, jaz imam gor to kolekcijo, pa lahko probava na enem predelu, preden se pač odločite za nakup. Ja, ne, se ponavadi je bilo najbolj okrog oči.
tisti. Aha, No, mogoče, če se lahko izognete toliko okrog oči, ne, bi še šlo, ne, zdaj, odvisno do kje vas draži, ne. Aha, tako da bi bila bolj, ali pa ta, kaj smo rekli, gel, illumination gel, ka ne? Ja, sicer se ga tudi nanaša pač okoli oči, ne, tudi tam imamo gubice, ampak dobro, če boste s tem gelom ta del spustila, pa bo restoring cream namesto njega delala, mislim, bo zraven delala, je tudi v redu, ja. Njega v bistvu, ja, izognite se očem, nanesete ga vsem posod drugje in tako, kot sem rekla, pač starostne pegice, izenačena, ožanje por, to bo še zmeraj vse delovalo. Ta mučk pa se pol res izogen. Že v bistvu po defaultu se izogibamo predela okoli oči, ne. To je res delikaten predel. Tanka koža, občutljiva koža, oči so tako zraven, tako da ja. Okay. Hvala, Doris. Ima še kdo kakšno vprašanje, predlog, izkušnjo? Ja, pa bi jaz še nekaj za tisto, kaj je zdaj, nič več ne rabimo maske, alojo v prahu, no, kako je že tista Mask powder. Ja. Mask powder se bo... Novo masko ne? Kako? Za novo masko ne. Aha, da bi se mešal mask powder s to masko. Ne, to ne. Včasih smo imeli to mask powder, ne? Jaz imam obe doma in pol imam doma tudi to mineral, kako je, no? Ja, tisto je treba potrošiti, ne, potem pa ta novo. Aktivator pa mask powder. Ja, Stara kolekcija se umika. Ja. in to marin masko, to imam jaz. Ta se tudi umika, oziroma je načeloma že, ker ta zelena Sonja je nadomestila pravzaprav čisto vse tiste starejše kolekcije, ki smo jih bili vajeni odprej, ne. Tako da bomo počasi pozabili na te izdelke, pa se bomo tem posvetili ta novejšim. No, saj zato, no, da ne bom nekaj obljubljala, pa da pol bo nekaj drugega, zato. Ne. To bo zdajle, kar bo ostalo zaenkrat od mask v programu. Tako bom rekla, refining gel maska je res za vse, ne. Res za vse tipe, za vse ljudi, staro, mlado, če to tako imenujemo, ne. Tisti pa, ki želijo še malo več tiste nege, bolj bogate, so pa tele, ne, biocelulozna maska. Jaz jo obožujem. Mi se druživa vsako nedeljo, ja, imam ta ritual kopanja, kopel, maska na lase, maska na obraz, vse posod je maska, ker čez teden nosim to masko, čez vikend nosim pa vse druge, ki jih lahko imam. Ja, tako. Te maske so vsekakor bolj prijetne, ko ne. Ja, res je. Res je. Ja, naslednjič bomo pa imeli novo kolekcijo. Nismo se še odločili, katero, to bojo povedali, ali bo tale plava, ali pa Infinite kolekcija, ne. To je Targeted Skincare, pa Infinite. Tako da naslednjič se spet slišimo z nekimi novimi, še bogatejšimi informacijami. Samo te dve kolekcije sta pa, bom rekla, ničkan za odtenek bolj zahtevne, kot pa ta zelena. Hvala. Hvala.